Evo, takole, zdaj smo zrihtali zadevo. Nuša je še ostala tukaj. Patrik Prelec, živijo, Prelec, pardon. Živijo. Si Prelec, a ne? Ja. Prelec, ja, kam moram gledati? Evo, 1, 2, 3, 4, 5, imaš toliko kamer. Nušo po mene, pa smo rešli zadevo. Evo. Ej, Nušo bomo malo še porabili nekaj, bo pokazala zdaj. Ja, seveda. No, zato, ker si rekel vse dobro v 2026 in jaz sem se spomnila, da imam darilo za vas za leto 2026, da boste lahko spremljali, kateri datum spet pridem. Zdravo, Lejo Nušo. Bravo. A se kaj... Ja, se vidi, to je pa iz tega spota bila posneta, a ne, kaj sem bil na spotu. To je fotkica kar tak s telefonom slikana in v spotu sem mehanikom en koledar raztrgala in potem me vest grizla in potem sem šla narediti nov koledar. Tako da ja, ne moreš si ga pa doma odnesti, ker je za celotno ekipo. Tako da ga morate imeti nekje tukaj. Ja, pa res. Jaz bi predlagala kar za tabo, da je vedno viden. Fantastični ekipi TV, Velenje, Popcorn, čarobno novo leto, vaše gosti. Hvala lepa. Najlepša hvala, lepo. Evo, to pa je lepo presenečenje. Superca. Tole bomo... kam se je kje zginil, ne vem. Nekam sem ga založil, res, ne, dragi kolegi. Veš pa domate. Tako da, ja, Nuša, drugače pa Patrika poznaš mogoče? Poznamo se s Patrikom, smo se že srečali. Sem imela tudi intervju v eni drugi oddaji, ki je bila Nuša takrat voditeljca, tako da ona te lahko zamenja. Tudi na TV, ali kaj? Ja. Aha, še takrat? Ja. Okay. Stara znanca. Ampak ne, ti ga kar prepuščam, kot da me ni. Ne. Jaz sem lepo poslušala, da vidim, kako ti to pelješ. Lepo, kokice, ti pa kar, da se malo spomniš, kak je bilo. Torej, Patrik, danes predstavljaš nov komad. Ja, tako je, nov komad. To z videospotom? Ja, z videospotom, to je že moj 4. komad. Se si ga boste pogledali, tudi na YouTubeu, ne? Koliko je že ogledal? Koliko je že ogledal? Kako misliš, da je naslov? Ajde. Na eno kavico, samo. Da moram prav ugibati? Ja, ajde, ugibaj. Ne vem, lepa si. Kaj, komad? Tako, ena beseda je. Ja. Začne se s črko I, konča s črko A. Imenitna? Predstavlja neki, ni pridevnik, je tako... Evo ga. To je že zakomplicirano. Nekaj magičnega, nekaj, kar si predstavljaš, da je, pa ni. Iluzija? Bravo, evo ga. Z prve, Nuša. Bravo. Ja. Patrik, prihajaš iz Postojne sprašal danes, ne? Ja, v bistvu iz Sežane, no. Drugač Postojne imam šiht, ja. Ja, si kar iz službe direkt. Ja. Aha, drugač pa Sežane, zdaj pa na Postojni ste imeli kar prijetno hladno danes. Prijetno hladno, ja, -10 stopinj. Super. Veter, malo sveži. Veter, ja, lepo. Jaz ful ne maram zime, drugačne. Si bolj poletni tip, ne? Bolj poletni. Meni je tudi še 40, mi ni panike. Poletje, zdaj po zime. Verjamem, da ti tudi, ne? Ja. Zdaj še kar čakam, da bojo neke topline, še puščam rame. Že pripravljeno na poletje. Rame so že na poletnem času, kako bi rekel. Ja, pa dobro, ti si šla, ti si nas zapustila za nekaj časa, malo na križarjenje. Malo barve sem dobila. Ampak malo. Daj pa mi? Ja, jaz, ne vem, čakam, da bo kaj sonca posijalo, ne? Ja, ko boste verjetno tam v Sežani prvi, no? Verjetno, ja, sicer, ja. Zdaj, ne vem, tle na Štajerskem tudi imate take kamione, ki grejo ponovadi z avtoceste, pa je toplota od tam lahko. Ja, tudi kar velik tega. Ja. Ja, drugače pa Patrik, eno super pesem si izdal pred kratkim, Iluzija. Ja. Res ni dolgo nazaj, no? Včeraj. Mi zdi, da je bilo tako, ja. 24 turni. Veš ti to? Veš, koliko imamo mi to sveže zadeve? Ažuren, ne pa jaz pravim 3 mesece, da pridem predstaviti. Bravo, Patrik, ti si moj zdaj idol. Sem te vzela za motivacijo. Pač, lej, tako je naneslo, kaj je sve. Se tudi z Igorjem smo se že zadnji zmenili, da ko bo, da je on prvi, tako da, lej, moram poštevati, nimam kaj. Tako. Jaz sem pa tudi, veš, rekel, ne? Ja. Bomo naredili prostor še za njega in dejansko, evo, 24 ur.
24 ur. Vedela bi še tebe en koledar prinesla. Ja, vidiš. Moraš nas drugič malo prej povezati, veš. Bom drugič javil, da se predela vsak pol. Ja, cool. Iluzijo bomo zdaj zavrteli, pa še povemo malo spotu in tako naprej. Nuša, najlepša hvala še enkrat za obisk. Tako da, evo, ja, ti si ena redkih, ki gre dvakrat iz dodaje. Jaz sem kot lesi, se vračam. Nuša se vrača. Iluzija. A je bilo dobro što zdaj? Jo, še neki so pozabil, že trete. Sem res, tebi nisem dala mandarinice. Moram še. Ja, Nuša, lepo te bilo videti. Uživam. No, mogoče se pa vidimo čez 5 minut. Dajmo mi Iluzijo in Patrika Prelca zavrteti zdajle. Kvadratni trikotnik, poln je barvnih idej in vse več jih je, najboljših doslej. Pa se prikaže iz pikčastih zaves, to v moji glavi spet sproži znan potres. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Dneve, kar študira, je vesela, ko nervira. Z mano dela kot s peresom, hoče le, da sem pod stresom. Spet se mi danes poslabšal je vid, pikčasto že vidim, vsega sem si. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Ti si moja iluzija, ti si zvezda, ki me ubija. Ti si zame še premlada, a to bo tvoja prva balada. Ti si zame iluzija, v tvoji glavi anarhija. Ko bo s tabo noč minila, bova skupaj dobila krila. Patrik Prelec, Iluzija. Evo, je bila kar ena taka lušna iluzija, tale mladenka, za pogledati. Ja. Ja, ste pa snemali tudi v zanimivem ambientu. To se pa takoj vidi, kam gre ta stol. Na Krku, pomagaj mi, no, sej je zelo znana zadeva, že nekaj časa zapuščena. Ja, v bistvu je ta hotel Haludovo, ne? Haludovo. Krk, Malinska. Tam smo snemali. Zanimiva lokacija. Ta hotel je bil drugač najbolj prestižen hotel v Jugoslaviji. Ja, ogromno zvezd je tam preživljalo svoje dopuste. Imeli so tudi zelo znane kazinoje.
Filmske zvezde, najvišjega kova so bile tam, skratka dogajalo se tam marsikaj, zdaj pa takole razpada, ne? Že kar nekaj desetletij. Mislim, da že od enih 30 let že razpada. Ja, zanimivo, veš kaj je bilo tle v hotelu, je tako, mislim, sicer mi nismo tega vedeli prej, ampak imaš skozi en tak čuden občutek, ti smo v hotelu. Jaz se pol pozanimal, ker smo mi že pol posneli vse to, da v bistvu ta hotel je zaklet v navednicah, da straši v njem, da se dogajajo nenavadne stvari, tako da moraš iti pogledati, ne? Da vidiš, če ne verjameš. Ne verjamem. Ampak zgodba je pa zanimiva, ne, mislim, lej. A ste pol pregledali materijala, veš, ko ste snemali, pa na kameri, pa tam en duh tam odzad pleše na tvoj komad, veš? Pleše, iluzija. Ne, je pa zanimivo, da je ta kontekst, ne, iluzija pa ravno v tem hotelu in to ne načrtovano, ne. Čigava ideja pa bila? Ni bila tvoja? Za hotel? Da ste snemali tam, To smo se mi pogovarjali tam s prijatelji, ki se dobimo vsak petek v eni garaži. Sem rekel, rabim lokacijo za snemati spot. Kako je naslov? Iluzija. Čakaj, razmišlja. Dej, kaj če bi tam na Krku en zapuščen hotel? Sem rekel, da rabim pač nek tak objekt, urbano okolje, ko se reče temu. So predlagali, sem šel kaj pogledati, se mi je zdelo ful dobro. In pa smo tam posneli, ne? Ok. Tudi plesavke so, plesni klub Tržič, ste videli tudi v spotu. Band, vse smo mogli pripeljati kaj agregat, mašino za dim, reflektorje, neke balone smo še napihovali tam. Mislim, zanimivo, no. Ok. A je kaj crkval, oprema? Tiste reflektorje, ki smo imeli, so bili malo premočni za tisti agregat, ki je bil. Tako da vsakeč, ko so reflektorji posvetli, je agregat crknuh malo, ki je veš, toliko elektrike, toliko stroma. Pa so bili res krivi reflektorji, veš? Ali pač. In pol jo gasnejo. Lej, verjem, eni so takoj na to prvo pomislili. Drugače pa v skladbi si ti napisal? Ja, tako je. Zdaj v bistvu tekst in glasbo sem napisal jaz, pol smo še malo preuredila glasbo z Boštjanom Pertinačem, ki mi je delal aranžma. No, ko smo že pri Boštjanu, pride sem v oddajo, naj še malo reklamiram. Mislim, da drug mesec, 4.1., če se ne motim. A res? Da se motim, ampak tu nekje. Tako da, če Boštjan bo prvič, da je tu. Ja, lik znaš mi govoril. Da bomo imeli enega novega zopet. No. Se splača pogledati, lušne komade malo. Ja, od njega boš imel fulnega materijala, se on skozi ustvarja že kar nekaj časa. Si je tudi zdaj ful dobro naredil to produkcijo, tako da malo lepo narejeno, kar na nivoju. Ja, top. Zdaj gremo še pa do tiste, ki si jo pa zadnjič predstavil, Hladna kot ocean. Hladna kot ocean, ja. Kaj ti povemo, to je komada? Kaj mi boš povedal? Se moram spomniti. Se moraš spomniti, se boš imel zdaj časa se spomniti, ker ga bomo najprej pogledali. No, dajmo. Rada, kakšna tvoja je navada, ti si kot moja grda razvlada. Kot bi noč v dan potopila, s tabo se nocoj je zgodila, a včasih bila si le moja pravljica. Želela si leteti visoko, želela si do neba. V oči pogledam te globoko, v oči pogledam ti iz srca. Hladna kot ocean, edina želja mojih sanj. Naj s tabo se začne najlepši dan. Hladno kot morja, hladna pršica, ti si kot polnočna sodnica, a včasih bila si le moja pravljica. Ocean je poplavil ta svet, nimam več moči za letet, hočem in želim le s tabo živeti.
če bi le za te ustvaril nebo. Ne bi mi verjela, da z mano bi šlo. Želela si leteti visoko, v oči pogledam te globoko. Hladna kot ocean, edina želja mojih sanj, naj s tabo se začne najlepši dan. Evo, takole, hladna kot ocean. Vidim jaz en vzorec, ki se ponavlja pri tebi, da mora v spotu biti ena lušna blond mladenka. Zanimivo, da si opazil. Ne, nič. Slučajno, to je čisto slučajno. To se zgodi. Ja. Bo videl zdaj naslednjega, kaj bo. Ne bom prišel k tebi na intervju več. Ja, tako je. Bolj zanimivo za kamero, ne? Seveda. To ste tudi snemali nekje, Kozina, pa si rekel tudi Grad Devin, Italija, tako da ste malo internacionalni. Slovenija, pa malo Italija, malo Krk. Kaj bo kaj naslednje? Avstrija? Avstrija malo predelče za nas, po mojem. Točno, vi ste z unga konca. Ja. Mi smo tam, ja, ne vem, kaj jaz vem, kje bo naslednji. To se bo še posebej. To se vidi sproti. A že imaš kaj nove dele? Delaš nove projekte že? Si že? Nisem še, mislim, komad imam, nisem pa še razmišljal o spotu, kako pa kaj, pa kje. Ja. Razen o blondinki, no. To itak. To si mi pa zdaj dal idejo. Edina, kar je stalnica, je blondinka v tvojem spotu. Bo pa v tem spotu bo pa blondinka. Je bila že v prejšnjih, Ja, pa ne. Jih bo že zmanjkalo, ne to hitro to delati. Drugače pa razmišljaš tudi polo en tak skupek narediti kot album, ali se ne obremenjuješ pred tem? Ne vem, to se doskrat pogovarjamo tudi s Boštjanem Pretinačem, on dela tudi na tak način, da recimo zdaj, ne vem, 6, 7, 8 komadov, naredi album. Do zdaj jaz sem delal sam single z spoti, ne. Z vsakim singlem sem tudi prodal pol zgodbo, ki spada k tem komadu. Se mi zdi ta stil kar v redu, ker je lažje predstaviti ljudem, da je eno po eno, recimo, da ni, zdaj, če daš ti cel album, se mi zdi, da v teh časih zdaj je vizualna podoba ful važna in če ni spota zraven komada, je zelo težko, da se bo kar primil, ne. Ja, pa da nisi aktivn na vseh teh družbenih omrežjih, na katerih moraš biti, ne. To, pa tudi neki wow se mora zgoditi smeri, ne, da primejo rumeni naslov, ne, se reče. Ja, tako. Lovili so ga duhovi po Krku, recimo. Ja, recimo. Vsi klikajo, kdo ga je lovil. Kje? Od posnetek, veš, kaj pol daje. Pa tak Blair Witch Project varianta, ne, če si gledal, ti si še premlad, ampak... Ampak mislim, da vem, kaj misliš, ja. Tako sam na koncu tam v enem kotu ti visiš tam. To je isto, ko oni, ko iščejo Bigfooda, veš. Celo oddajo 45 minut ga iščejo, zadnjo minuto ga lih najne, konc, naslednjič pridite spet gledati. Ja, in pol vidijo, da to ni, ne, v bistvu, da je bil pač, ne vem, pes, in pol imajo 30 sezon tega. Ali pa da je veja padla. 552 delov, ko iščejo Bigfoota, na koncu ga niso našli. Oni del je najbolj zanimiv, ker prije cela vas se zbere, pa vpraša, kdo od vas videl, kdaj Bigfoota, dvignete roko. Vsi dvignejo roko, zvekaš. Ja, dobro, to je res dobro za gledati. Oh my god. Ampak ja, malo za hec pa je. Za konec imamo še pa eno najin ples. Še tole zavrtima. Ne mi reče, kakva blondinka noter. Kaj bi rekel? Ne spomnim se. Bomo videli. Bomo videli. Ja, hvala ti za obisk. Ja, hvala tebi. Lepo deli še naprej, 2026 naj bo uspešno. Tako. Pa ko bo kaj tazga, se zopet vidimo, srečamo, pa ne se izneveriti, no, tudi pa naslednjem spotu pričakujemo zdaj od tebe. Moška populacija. Ja. Bomo. Da si malo spočijemo oči, se veš, balzam za učke. Sej se zmer potrudimo. Tudi, da je rjavolase, se vse, ne bomo delali, ali še izjem, mislim, razlik.
rdečka, ni problem. Bomo zrikli, da boš vse, da se dobro zgleda, se znaš pet, to pa že zrihtaš. Ja, se potrudimo pa. Lepe pozdravil Sežano. Hvala lepa tudi tebi, hvala produkciji, hvala vsem gledalcem. To je to. Gasa naprej. Dajmo še na en ples zdaj zavrtet. Patrik Prelec je z nami, prihajajo pa No For Scan. Zgodaj zate ponorel, ko sem vate se zaljubil, čas in prostor sem si vzel, le da tebe ne bi zgubil. Vse, kar imel, sem tebi dal, svet na dlani sem ti nudil, nisem vedel, če je prav, ko sem prvič te poljubil, listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, ta čaroben najin ples, vso noč s tabo noč je tvoja, listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo, ta čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo. Sem bil s teboj, celo noč objem ti nudil, nisem vedel, da nocoj bom zavedno te izgubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, ta čaroben najin ples, vso noč s tabo noč je tvoja, listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo, ta čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, ta čaroben najin ples, vso noč s tabo noč je tvoja, listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo, ta čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo.